Pred časom so imeli model 405 Turbo 16, limuzino zelo športnega karaktera in predvsem s turbomotorjem. No, potem dolgo let niso imeli ničesar tako zelo športnega v tem limuzinskem razredu. Imeli so seveda malsejske taksije, ampak ti ne morejo spadati v isto kategorijo. Je pa športnost vseeno bila pri Peugeotu doma in sicer v manjših modelih in ti so slišali na oznako GTI. No, današnji model 508 pa prinaša v športno kategorijo Peugeotu novo barvo, zeleno barvo, ki seveda preganja tisto klasično GTI rdeče-črno kombinacijo, hudičevo rdeče-črno kombinacijo. In zakaj zelena barva? Imenuje se kriptonit zelena, zaradi elektrifikacije seveda. In kje se kaže ta zelena športnost? No, v tem, da ima 508 Sport Engineered poleg 1,6-litrskega turbo štirivaljnika tudi dva dodatna elektromotorja, enega na prednji in tistega na zadnji osi, ki poskrbi, da ta zeleni športnik ovinke zgrabi z vsemi štirimi kolesi. Skupno je moči za 265 kW, avto pa lahko peljete tudi samo na elektriko. Za 42 km imate teoretičnega dosega. Baterije pa polnimo čez noč na domači polnilnici, ki je všteta v ceno avta dobrih 6000. No, podjetje Sport Engineered ni več tisto podjetje, ki ga je leta 1981 ustanovil legendarni Jean Todt. V minulih letih se je namreč povpraševanje po tovrstnih avtomobilih močno spremenilo. Šport se je odmikal v vse večje ekstreme in mogoče je bilo v tistem trenutku tudi, manj te povezljivosti z samim proizvajalcem. Tehnika se je toliko odmikala v vsakdanje realnosti, da nekako ni bilo skupne poti. Danes pa vidimo, vse več teh skupnih korakov, pa ne toliko mogoče iz samega cost savinga ali pa z neke ekonomije obsega, ampak zelo enostavno, ker smo nerazdružljivi, tako po genih, kot tudi po željah. Športne gene torej najdemo tudi pri bolj običajnih levih, a to hkrati pomeni, da je tudi ta sivo-zeleni strupeni 508 ohranil vsakdanjo prijaznost. Res teh entuzijastov je bilo včasih morda na videz več, je pa tudi res, da se je tukaj premenila tudi morda malce miselnost današnjega potrošnika, ko je ta potrošnik morda malce bolj zeleno osveščen, tudi tega entuzijazma danes na cestah manj, zaradi tega, ker smo morda vsi malce bolj odraslo začeli razmisliti. Zeleno športnost je seveda najlažje doseči prav s hibridno tehniko. Ti obstoječi modeli, ki danes tega še nimajo v ponudbi, bodo gotovo dobili svojo hibridno ali električno različico. Tudi najnovejša 308, ki bo prišla, bo velik poudarek na hibridnih kombinacijah, različnih moči, različnih pogonskih sklopov. In z veliko verjetnostjo lahko špekuliramo, da ima oddelek Sport Engineered že polne roke dela športno verzijo nove 308. Jaz sem prepričan, da ne bo ostalo samo pri tem modelu. Jaz osebno ga pričakujem sigurno v oštri verziji, če se tako izrazim. Torej, rdečim GTI-jem je zasvetila rdeča luč, a prižgala se je zelena luč, športno zelena luč. Ampak malce poglejmo, kaj puščamo za sabo. Poglejmo naša testa 308 GTI in pa 308 GT. In če želite biti obveščeni o novostih v svetu avtomobilizma, potem vas vabimo, da se naročite na naš kanal. Pa srečno!